micelarno vodico, jo moraš nujno izpirati, ne glede na to, kaj ti pravijo v lekarni. V lekarni dejansko niso izobraženi z tega področja, ampak poslušajo zgolj samo distributerje, ki jim pa dajo žal napačna navodila. Bom povedala v naslednjih dneh, zakaj je potrebno počistiti si kožo po micelarni vodici. Z vodo, ne, še potem počistiš. Druga stvar je, ko greš na maderoterapijo, recimo obraza ali pa telesa, se modrice ne smejo pojaviti, ker to gre za trajno poškodbo tkiva. Bom pokazala še sliko pol naprej, pa napisala, kaj pomeni na tisti sliki, in sicer tista slika ne pomeni samo zgolj rdečice in in sploh, ampak pomeni, da so stranki trajno uničili, poškodovali kožo. In pa še tretjič, še nekaj sem hotela povedati, 3 stvari, zdaj sem pa pozabila. Pri mikronidlingu, kamorkoli že greste, ne smejo vam dati nobene kreme, dokler potekajo inflamatorni procesi, se ne sme dati nobenih serumov, nobenih krem. Pokažem sliko, kaj se zgodi, če daš hialuronsko, recimo, ali pa kaj drugega. Tako da tudi pri nas pač se držimo tega, ker temeljim na strokovnih dognanjih in ne dajemo ničesar, dokler potekajo inflamatorni procesi. Pokažem sliko, kaj se lahko zgodi. Čau! Odkar hodim na dodatno izobraževanje za dermaestetika, moram reči, da se mi res odpirajo nova obzorja o sami funkciji kože in tudi o uporabi izdelkov. Sploh, če imaš občutljivo kožo, mogoče celo aknasto kožo, suho kožo, ti bo naslednja informacija prišla zelo prav. In sicer, mogoče veš, da čistilna sredstva vsebujejo sulfate, ki topijo lipide, ki so na naši površini kože. In če mi to delamo prevečkrat, se začne naša koža braniti, ne? In če čistimo prevečkrat na dan našo kožo, res odstranimo preveč maščobe z naše kože, lipidov, in kaj se zgodi? Mi s tem stimuliramo našo lojnico, da še več producira maščobe. To je predvsem, recimo, ko imaš aknasto kožo, se ti dogaja definitivno to, sploh če si čistiš večkrat na dan obraz. Zato je pomembno, da si zjutraj v bistvu umiješ obraz samo z vodo, zvečer pa definitivno moraš imeti pravi preparat. Priporočam od Dermalogique dnevni peeling, ki je temu namenjen, da je dnevni, ne, o njemu bom daj drugič. In še, kar se tiče micelarne, zopet, še da nadgradim tisto, kar sem včeraj govorila, ne, micelarno moraš izpirati, ne glede, če ti rečejo recimo v lekarni, da ni tega potrebno, ker v lekarni so naredili in sicer 11 so jih vprašali, ali je potrebno micelarno očistiti, in 9 jih je odgovorilo, da ne. Potem je bilo vprašanje, kje so dobili te podatke, a ne, in je bil odgovor, da so jim povedali proizvajalci teh proizvodov, da pač ni tega potrebno. Torej, ne temeljijo na nekih strokovni razlagi, ampak zato, ker jim je nekdo to rekel, da tako mora biti. Zdaj pa naslednji post poslušajte. Micelarna vodica pomeni, da tvori miceli. Miceli pa potrebuje površinsko aktivne snovi. In te površinsko aktivne snovi so čistila. In ker so to čistila, jih je potrebno očistiti dol iz kože. Miceli ima glavico in repek. Repek je hidrofobni. Glavica pa je hidrofilna, kar pomeni, da ljubi vodo. In se nam zamašijo pore, posledično je
aknasta koža lahko zaradi tega, bolj izsušena zaradi tega, ker micelarne vodice vsebujejo tudi glicerin. O glicerinu ne bom po moje danes govorila. Ko damo na vatico micelarno vodico in obrišemo, ostanejo repki znotraj oziroma na koži, ki grejo posledično lahko tudi v kožo, in če tega ne odstranim, ampak čim vsebuje zadeva glicerin, dodatno izsuši kožo, in o tem bom pač pa naslednjič, no, ker je zelo veliko na to temo zapovedati. Tako da, izperite si micelarno vodico z vodo, ker drugače se vam završijo pore in lahko spet dobite pač akne in tako naprej. Čau! Sam še to, glicerin je problem zdaj po zimi, ko je nizka relativna vlažnost. Sam tok, pa hialuronska, to je vse zdaj trenutno težava. Poleti ni težava, ker tudi poleti nimamo suhe kože, niti na rokah, niti na obrazu, ker je absolutna vlaga, ker je pač absolutna vlaga. Trenutni zmagovalec, glede na znanje, ki sem ga pridobila in pregledu sestavin, je še vedno od Dermalogice Dynamic Skin Recovery, ker ima hkrati UVA in UVB zaščito. UVA je ful pomembna, tudi takrat, čim je svetlo, se moraš mazati z UVA, ker s tem preprečuješ prezgodne staranje kože. In kar se tiče glicerina, ga ima šele, ne vem, mislim mene bolj proti koncu, kar pomeni, da ga imam v manjšem odstotku. Tako da Dynamic Skin Recovery je dnevna krema, ki jo priporočam zdaj jesen in po zimi. Čau! Vse me sprašujete, koliko je cena tiste kremce od včeraj, ko sem govorila. Ampak moram najprej povedati, da vsaka koža je individualna, vsaka je drugačna, kar pomeni, da potrebujemo individualno svetovanje, oziroma mi morate povedati, kakšno kožo imate, oziroma s čim se ubadate, to se pravi, s čim imate težave. Ta koža je namenjena anti-age, to se pravi tistim, ki imajo gubice, ker jih zmanjšuje in stane 65 evrov pa 76 centov. Jaz jo imam že po moje več kot pol leta, ker jo rabiš res čisto malo nanesti na obraz. Tako da mi moraš napisati, kakšne težave imaš iz kože in potem ti jaz lažje svetujem, kaj izbrati. Čau!